Rada bi se dotaknila danes ene teme o zlorabah in nečistih duhov. Pa dajmo prvo formirati, kaj sploh zlorabe so. Zlorabe obstajajo več vrst in jih je 7. In najbolj poznana je fizična zloraba, pod katero spadajo udarci, brcanje, pretepanje, tresenje, davljenje, opekline in je kar dokaj pogosta. Druga vrsta zlorabe je verbalna zloraba, kjer smo zlorabljeni s strani besed, zmerljivk, žaljivk, sovražnih besed, ki jih je prej Darko omenjal tudi, recimo, ko starši svojim otrokom govorijo: želim si, da se sploh ne bi rodil, ti si ta pa ta, dobro, ne bomo zdaj šli v detalje. Ampak vrsta zlorabe, ki se mi zdi, da je kar pomembna in tudi je na žalost kar pogosta, je tudi zanemarjanje. To pomeni, da če starš ali skrbnik ne poskrbi za osnovne otrokove potrebe, kot je recimo pomanjkanje hrane, zatočišča ali celo nadzora. Pod to zanemarjanje spada tudi nezagotavljanje obveznega šolanja ali pa dopuščanje in celo sodelovanje z otrokom uživanje alkohola in drog. Vem, da se sliši malo to, kako lahko starš dopušča takšne stvari, ampak da vam povem iz svojih izkušenj. Mene je mama rodila pri 17 letih, kar je zelo mlado, in v bistvu, ko sem jaz odraščala in sem bila v najstniških letih, je tudi moja mama bila mlada. In pri nas doma je bilo normalno, da smo midve z mamo skupaj kadile, pile, žurale, in to je bilo mojim vrstnikom nekaj normalnega. Wow, kar kul mamo imaš, ti mama ga kadi s tabo, tebi vse dovoli, ti si lahko vse zunaj, ampak v resnici, ko odrasteš, ugotoviš, da je to kar ena velika zloraba in to ni okej. Starš mora biti starš in zaradi te zlorabe sem imela marsikatero težavo pol kasneje v življenju. Okej, gremo dalje. Pod to spada tudi čustvena zloraba. In čustvena zloraba ali katerakoli zloraba, že ki sem jo zdaj samo namenila, je začetek tega, da mi v sebi verjamemo stvari, ki se ne strinjajo z Božjo besedo, z njegovim značajem, z njegovo naravo. To popači nas kot nas same, nas kot otroke, kdo mi smo, tako si ni Bog zamislil za nas otroštva, tako si Bog za nas ni zamislil, da imamo mi tako mnenje sami o sebi. Kar dokaj pogosta je tudi spolna zloraba. Pod spolno zlorabo dejansko vključuje je dejanski fizični stik, torej dotikanje ali posilstvo. Pod spolno zlorabo spada, ko je otrok vpleten v spolni odnos z starejšo osebo, priseljevanje ali dovoljenje otroka k gledanju spolnih dejanj ali pornografije. Pod spolno zlorabo spada na žalost tudi uporaba otroka ali osebe v kateremkoli vidiku pornografije ali pa celo prodaja njegovega telesa. Prisila gledanja ali se dotikanja predelov intimnih predelov druge osebe. Obstaja tudi samozloraba, ki je ponavadi, pravim jaz, odraz teh vseh travm, ki jih doživimo. In samozloraba pomeni, da se namerno povzroča škoda samemu sebi, kot z rezanjem, dušenjem, motnje hranjenja, popivanje, zloraba drog, kar je tudi Boštjan dosti govoril. In malo manj poznana zloraba je pa tudi duhovna zloraba. Duhovna zloraba, mislim, da vse poznamo Boga in hodimo v cerkev. Duhovna zloraba pa pomeni, da ko je oseba škodovana ali pa prizadeta ze strani pastorjev, voditeljev ali pa celo sovernikov, ki je zmanipulirana ze strani pastorja ali voditeljev ali pa prepogostokrat nepravično ali pa neupravičeno so na nas izrečene sodbe ali pa je lahko prišlo tudi do kršitve zaupanja. To so vrste zlorab, ki mislim, da jih vsi poznamo, ampak me je pa kar globoko pretresel podatek in statistika, ki pravi, da več kot 95%, punce, 95% nasilja se zgodi v naši družini. In to je tisto, kar se mi zdi. Družina je nekaj, kar bi mogli biti občutek varnosti, zaščite, ljubljenosti, sprejetosti, vse te teme, ki smo jih do zdaj govorili.
In da se to zgodi v naši družini in celo to v našem otroštvu do 6. leta, se vsaj 95 otrok sreča z vsaj eno izmed teh vrst zlorab. Ostalih 5%, torej vsi se srečamo vsaj enkrat v življenju z vsaj eno obliko vrste nasilja, pa kasneje ze strani sovrstnikov družbe, v šoli, v službi. In kakršnokoli zlorabo smo doživeli, nas definitivno to definira na to, kako se mi obnašamo, to, kaj je Darko prepravil, definira, kako se odzivamo v življenju, kako je naš karakter izoblikovan na podlagi tega. In vse te stvari, ki so danes bile že omenjene, bi rada, ne bi šla več še enkrat to, vsi vemo, da vse te zlorabe povzročajo konkretne čustvene težave, miselne težave, psihične težave, fizične težave, so velike, ampak so pa ene stvari, ki poleg teh vidnih težav obstajajo nevidne vezi, o katerih bi pa res rada danes govorila. In dajmo se zavedati, to učenje je namenjeno osvoboditvi ravno od teh škodljivih posledic zlorab, nezdravih spolnih in čustvenih vezi, ki v našem duhovnem življenju zavežejo in odprejo vrata za sovražnika. In te so ravno te nevidne, duhovne, duševne vezi, ki nas zavežejo in odprejo vrata sovražnikov v naša življenja in na ta način uničujejo našo fizično, psihično, čustveno življenje in to je neviden zid v našem duhovnem napredku. Večkrat, jaz vam lahko sama povem iz svojih izkušenj, na žalost sem bila v svojem življenju, sem doživela čisto vseh 7 zlorab dejansko, ki sem jih omenila. In tudi, ko sem sprejela Jezusa, sem po njegovi milosti bila odrešena, sem bila osvobojena, ampak to ne pomeni, da je bila moja rana zaceljena, da s tem dejansko še vedno so bile stvari, ki so me vlekle nazaj. Vedela sem, da dejansko komu pripadam, kje je moje mesto, kdo jaz sem, ampak so pa bile stvari, ki jih nisem razumela. Bila je ena veriga, katere se nisem zavedala in vse te zlorabe, ki jih doživimo v otroštvu, v življenju, kadarkoli, so te nečiste vezi, ki nas vežejo in to so vrata, s katerim nas dejansko sovražnik drži. Večina nas razume vsaj malo, kaj greh je. Ne vemo pa sploh, ne zavedamo pa se, kako je spolni greh zelo uničujoč in ima močen vpliv na našo življenje. Mi smo duhovna bitja z dušo, ki živimo v telesu in smo ustvarjeni zato, da komuniciramo z našim stvarnikom na svet, zdrav in iskren način, tako kot je malo prej rekel Darko. Ustvarjeni smo zato, da imamo svete vezi, ki nas vežejo z Bogom. Obstajajo pa tudi nezdrave in nesvete vezi, ki pa na žalost so ustvarjene za prekletstva in so ustvarjene za nesvete duševne vezi in so ustvarjene zato, da nas uničujejo. Satan se dobro pozna vezi, moč vezi, svetih vezi, ki jih imamo z Bogom, ampak se pa tudi zaveda, kako so njegove vezi močne in na kak način nas on lahko s tem uničuje. Zakaj? Ker v Janezu 10:10 piše, tat ne prihaja na svet razen tega, da krade, da ubija ter da uničuje. Jaz pa sem prišel, da bi lahko imeli življenje in da bi ga lahko imeli v obilju. V Efežanom 6:12 je pravi, kajti ne borimo se proti mesu in krvi, temveč proti kneževinam, proti oblastem, proti vladarjem teme tega sveta, proti duhovni zlobnosti na nebeških položajih. In če samo pomislimo na vse televizijske programe, ki prikazujejo recimo spolnost kot nekaj normalnega, kot humor, kot da je to nekaj čisto normalnega, da je spolnost spada zraven v vsakem odnosu, torej vsak fant in punca, ki sta, morata spati skupaj. Ampak resnica pa je, da spolnost ni le seks, če nam je to všeč ali ne. Na žalost je spolnost zelo močna povezava dveh duš. Zakaj? Zato, ker njuna uma sta takrat povezana, njuna čustva so povezana in tudi njuna volja pade pod vpliv drugega. Pisano je, ko se dva združita, postanete eno meso. Torej pomeni, da karkoli je v tej drugi osebi, pride v nas
In včasih imamo težave in se sploh ne zavedamo, zakaj neke težave imamo, zakaj imamo neke misli, zakaj imamo strahove, zakaj imamo dvome, zakaj imamo nočne more, zakaj ne spimo, karkoli je, in se ne zavedamo, da je preprosto to vez, ki sploh v bistvu ni naša, ampak je odprla in je prišla in jo izrablja sovražnik skozi nas na način, da se je nam zdelo nekaj samoumevnega. Pa se ni nič, sem samo spala s tistim fantom. Vse je bil moj fant, ampak mi dejansko se nikoli ne zavedamo. So stvari, ki jih vidimo, ampak dajmo se zavedati, da stvari, ki pa jih ne vidimo, so bolj resnične, kot pa stvari, ki jih vidimo. Recimo veter. Veter ga ne vidiš, ampak vidimo pa, kako uničujoče je. Ampak zavedamo se, da vsaka travma ali nečista vez vedno naredi rano v našem telesu. In pomembno je, da se zavedamo, da te rane čas sam po sebi ne bo zacelo. Ne gre. Zacelijo lahko samo Jezus. Kot primer, ne vem, delala sem več kot 13 let na oddelku, kjer smo operirali odprta srca. In če dobiš, predstavljaj si pacienta, ki ima rano, odprto rano na srcu in ti ga dobiš na njegovem telesu, s tebi ne bo zdelo nič, okej. Si misliš, okej, ima rano v srcu, pač okej, daš obliž gor, čez čas se bo okej. Pa je res tak? Ne, dejansko ne. Čas ne zaceli rane. Zacelijo lahko samo Jezus. In na kak način Jezus lahko zaceli to rano, je tako, da odpustimo. Odpuščanje ne pomeni, da se s tem strinjamo, kar se nam je zgodilo, da to odobravamo, kar se nam je zgodilo. Ampak odpuščanje niti ne spremeni naše preteklosti, ampak kaj je ful pomembno, je pa to, da pa spremeni pa tvojo prihodnost. In odpuščanje je prvi korak svobodi. In s tem, ko mi odpustimo, spustimo bolečino, užaljenost in ta položaj žrtve. Ker s tem, ko mi ne odpustimo, se ne zavedamo, da dejansko s tem nas sovražnik drži in drži v nas te nezdrave vezi. In dokler nas on drži, tako dolgo ne moramo biti svobodni. Torej, samo z njegovo močjo, milostjo lahko odpustimo. Zakaj? Ker odpuščanje ni čustvo. Ne čakajte, da boste čutili, da morate odpustiti. Odpuščanje je dejansko odločitev. In ko mi dovolimo in se mi odločimo, da osebi, ki nas je prizadela, odpustimo, s tem dovolimo Bogu, da prevzame on nadzor nad našim življenjem. S tem dovolimo Bogu, da Bog zaceli našo rano. In on, ko zaceli našo rano, ostane brazgotina. Ampak če mi hodimo naprej v Božji dobroti, v zavedanju, da tudi, ne glede na to, skozi kaj smo šle, je Bog z nami bil vedno in je, v vsaki stvari. Čeprav sem se sama večkrat vprašala, Bog, če si ti ljubeč, če si ti dober oče, kje si ti bil? Kje si bil? Dok me dejansko ni osvobodilo in bom prebrala citate, ki piše in nam obljublja, da Bog je bil vedno z nami. Zato želim povedati to, da moramo dovoliti, da on zaceli naše odprte rane v brazgotine in kasneje, ko mi hodimo naprej, se te brazgotine spremenijo v luč za druge. V Svetem pismu piše v psalmu, samo malo, kje je to? Nekdo mi je list izgubil. Ok, bomo začeli tukaj. 5. Mojzesova 31:6 piše: Bodi močen in odločnega poguma, ne boj se, niti se jih ne plaši, kajti Gospod tvoj Bog, on je ta, ki gre s teboj, ne bo te razočaral, niti te ne bo zapustil. Jozue 1:5: Tako kot sem bil z Mojzesom, tako bom s tabo, ne bom te razočaral, niti te ne bom zapustil, bodi močan in pogumen. Izaija 41:10: Ne boj se, kajti jaz sem s tabo, ne bodi potrd, kajti jaz sem tvoj Bog, okrepil te bom, jaz ti bom pomagal, da te podprte bom z desnico svoje pravičnosti.
Izaija 42:16. Prevedel bom slepe po poti, ki je niso poznali, vodil bom jih po poteh steze, ki je niso poznali. Temo pred njimi bom naredil svetlobo in skrivljene poti bodo ravne. Te stvari jim bom storil in ne bom jih zapustil. Sveto pismo je polno citatov, kjer nam Bog pravi, da nas nikoli ne bo zapustil. Psalm 37:25. Bil sem mlad, sedaj pa sem star, vendar nisem videl pravičnega zapuščenega. Psalm 94:14. Kajti Gospod ne bo zavrgel svojega ljudstva, niti ne bo zapustil svoje dediščine. Hebrejcem 13:5. Kajti rekel je, nikoli te ne bom zapustil, niti se te ne bom odrekel. Tako da pogumno rečemo, Gospod je moj pomočnik in ne bom se bal. Rimljanom 8:38-39. Kajti prepričan sem, da nas niti smrt, niti življenje, niti angeli, niti kneževine, niti moči, niti sedanje stvari, niti stvari še, ki pridejo, niti višina, niti globina, niti katerakoli druga ustvarjena bitja ne bo zmožno ločiti od Božje ljubezni, ki je v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Celo Sveto pismo bi lahko brala, se mi zdi, in vidimo, da Bog nas nikoli ne zapusti. Bog je z nami tako, kot je Kero rekla, Bog je se poznal še preden nas je dal v maternico od naše mame. Bog je bil z nami, ko smo bili v maternici. Bog je bil z nami, ko smo šli čez porodni kanal, po domače. Bog je z nami, ko smo doživljali dobre trenutke in ko smo doživljali največje travme v našem življenju. Zato vsako jutro, ko se zbudim, dajmo se zavedati, da ne glede na to, čez kaj smo šli, Bog je bil z nami, Bog je vsako situacijo videl. Ampak če bomo mi po domače zalepili samo flajšter na tisto rano, se tista rana ne bo zacelila. Mi moramo dejansko dati flajšter dol, vem, da je težko, Bog, ti mi zaceli to rano in kasneje vse stvari in težave dejansko odpadejo. Ampak ne glede na to, čez kaj gremo, čez kaj še bomo šle, dajmo se vedno znova vsako jutro opomniti, da on te ne bo nikoli zapustil, vedno bo stal ob tebi in obljube, ker to so vse Božje obljube, ki nam jih je dal. Bog ni Bog, da bi dal obljubo in tega ne bi izpolnil. On bo vedno izpolnil v njegove obljube. Zaupaj v njegovo prisotnost. In kaj je najbolj pomembno? Ne živi po svojih mislih, ne živi po čustvih. Ti kot Božji otrok, ti govori svojim mislim in čustvom, kaj si ne mislijo in kaj čutijo. Ujami jih, podredi jih Božji besedi. Zakaj? Ker čustva in misli, to je meso. Meso je vedno kontra, kar je pravi Božja beseda in bo vedno kontra in nam bo lagalo. V težkih trenutkih moramo mi vzeti avtoriteto. Jezus je šel na križ zato, da nam je dal avtoriteto. In vseh teh trenutkih, ko pridajo stiske, strah me je, zakaj se mi je to zgodilo, jaz ne bom zmogel, nisem dovolj vreden, karkoli, reči, ne, to niso moje misli, to so sovražnikove misli in jaz prevzemam avtoriteto, ki mi jo je Jezus dal. To je naša naloga, to ne pride čez noč, Bog je naredil že vse čez noč na križu, ampak to, da pa mi vzamemo avtoriteto in da rečemo svojim mislim in svojim čustvom, ne sprejemam te, to pa je naša naloga. In mi moramo reči mislim in čustvom ne, to ni resnica, jaz verjamem Božji besedi. In to, kar je Božja resnica. In kaj Božja resnica je, Bog je vedno z nami. Vedno. Nikoli nas ne bo zapustil, nikoli nas ne bo pustil same. In zavedajmo se, da Bog je na prestolu. On je naša moč. In ja, res je, sovražnik bo vedno znova, vsaki dan se mi zdi, dok se dejansko trdno ne stojimo v tem, poskušal in bo prišel nam govoriti, ja, pa zgodilo se ti je to. Zakaj? Zato, ker sovražnik pozna našo preteklost. Ampak, kaj pa mi? Mi pa poznamo prihodnost. Mi vemo, kdo zmaga na koncu. Tako da, dajmo s tem, ko nam sovražnik hoče priti za našo preteklost, mu rečemo, ja, tudi jaz vem za to, ampak jaz vem, ki boš ti končal. In to je pomembno, da se zavedamo. In punce, zdaj bi vas rada prosila, da skupaj vstanemo in da lahko odrečemo se vsem teh stvareh, ki smo jih zavedno ali nezavedno naredile, ker
Verjamem, da smo vsi bili deležni vsaj ene izmed teh stvari. In če je prišlo v vaše srce, kdorkoli oseba, dogodek, karkoli, dajte vmes se odločiti, da mu odpustite. Izrečite to besedo na glas. Ni potrebno danes tu, lahko naredite to doma same, ko boste imele osebni odnos z Bogom. Ampak je pomembno, da odpustimo ljudem, da odpustimo stvarem, ki so se nam zgodile. Ne vem, kakšna je bila situacija, ne vem, čez kaj greste, ampak s tem, ko odpustimo, ne samo, da mi dobimo svobodo, pa gre se za to, da lahko tudi druga oseba s tem dobi svobodo. Zakaj? Ker odrežemo tisto nevidno vez, o kateri smo govorili. In dajmo moliti. Bog Oče, žal mi je, da sem dvomila v tvojo ljubezen do mene. Žal mi je, ker nisem verjela, da mi je resnično odpuščeno in da me je Jezusova kri očistila vseh grehov, vse krivde, vsakega sramu, moje preteklosti. Sveti Bog, obžalujem, da sem poslušala in verjela glasom obtoževalca, ki je mi govoril, da sem zlobna oseba, da sem umazana in da nisem vredna, da bi prišla in prejela tvojo ljubezen. Danes tukaj se odrekam krivdi in sramu. Odrekam se vsemu obsojanju, vsakemu občutku nevrednosti. Odrekam se vsakemu duhu, ki je deloval zoper mene, s krivdo, sramom in obsojanjem. Odrekam se temu, kar so naredila prepričanja, da bi postala oseba, za katero me je Bog ustvaril. In jaz preklicujem prav zdaj vse dogovore, ki sem jih sklenila, s tem, da sem verjela lažnivim glasom krivde, sramu in obsojanja. Preklicujem vse slabe besede, ki sem jih govorila o sebi. Lomim vse duševne vezi in vse generacijske vezi ter grehe, ki bi me lahko kakorkoli vezale na preteklo krivdo, sram ali obsojanje. Sram in obsojanje. Preklicujem vsako zaobljubo, zavezo ali dogovor in vse besede, ki bi s tem nečistim duhom dala moč ali vpliv v mojem življenju. Duhovi krivde in obsodbe lomim in preklicujem vašo moč nad mano v mogočnem imenu Jezusa. Bog Oče, sedaj se odločam odpreti svoje srce da sprejmem tvojo brezpogojno ljubezen, tvojo milost in odpuščanje, popolno svobodo vse krivde in sramu v mojem življenju. In po tvoji milosti se odločam odpustiti sebi
v mogočnem imenu Jezus. Dajmo še moliti za vse zlorabe, ki so se nam zgodile. Ker zavedajmo se, da zlorabe, tako kot sem že rekla, zlorabljena oseba ponavadi rani naprej. In to, kar se je nam zgodilo, se je čisto verjetno zgodilo našim staršem, našim praprastaršem in tako naprej. Ponavadi so to generacijske vezi, ki so krive. In dajmo to danes preklicati. Končajmo s tem. Bog Oče, priznam grehe mojih prejšnjih rodov, kjerkoli so dali mesto duhu zlorabe. Obžalujem vso vpletenost v zlorabo ali duha zlorabe v svojem življenju. Jaz se odločam danes, da se odvezujem od kakršnekoli povezave z duhom zlorabe. Duh zlorabe, odrekam se tebi in vsemu, za čem ti stojiš. In to velja za mene in za vse generacije naprej od mene. Odrekam se vsem svojim bolečinam in škodi, ki si jo povzročil meni ali škodi v življenju drugih. Duh zlorabe, preklicujem vse dogovore, ki sem jih sklenila s teboj, in lomim vse vaše namene, ki ste jih imeli proti meni ali moji družini. Preklicujem vse besede, za obljube, zaveze ali dogovore, ki imajo kakršnokoli moč v mojem življenju ali v moji družini. Nimate več nobenih legalnih pravic do mene. Vaše pravice v mojem življenju in moji družini se danes končujejo. Nikoli več me ne boste duševno, čustveno ali fizično mučili. V mogočnem imenu Jezus. Amen. In danes je dan svobode. In od danes naprej gremo svobodni naprej. Hvala vam za pozornost. Okay. Ladies, we are blessed, huh? Dame, mi smo blagoslovene. Hallelujah. God made Adam, then he made Eve. Bog je ustvaril Adama in ustvaril je Evo. And Eve was taken from the rib of Adam. Eva je bila ustvarjena iz njegovega rebra. And she was to complete him. In njen namen je bil, da ga dopolni. And God said to Adam, I've given you a helper. Bog je rekel Adamu, dal sem ti pomočnico. And the word helper is the same we use for the Holy Spirit. In beseda pomočnik, pomočnica uporabljamo tudi, ko opisujemo Svetega Duha, on je naš pomočnik. This is such an amazing thought. To je tako res čudovita misel. Without the Holy Spirit, we cannot live the victorious life Ker brez that Svetega God Duha has ne intended for moremo us. živeti mogočnega življenja, ki ga ima Bog za nas. And God gave us a really special place in the world Bog pa je to tudi be a helper nam namenil posebno mesto v svetu, da smo to our pomočnice husband, svojim to možem, our children, svojim otrokom, to bring the presence of the Lord, da prinesemo the Božjo life of the prisotnost, Lord, življenje Božje, to help them to grow da jim pomagamo rasti, and that they could flourish. da lahko tudi oni zacvetijo. And
what you were saying today, God wants to heal all the Kaj wounds si danes govorila in inside. Bog želi ozdraviti vse naše rane znotraj, so that we can be that helper. da lahko postanemo taka pomočnica. Because if we don't take care of the wounds, Ker če ne upravimo z ranami, we'll end up wounding. bomo mi tisti na koncu, ki bomo ranili druge. And there's something so beautiful when a woman is healed In res je nekaj prelepega, ko imamo žensko, ki je ozdravljena, and can bring love into the home, ki lahko pripelje ljubezen v dom, words of encouragement, spodbudne besede, can pray over their ki grandchildren, lahko moli nad svojimi vnuki prophesy the will of God into their life. v njihova So življenja. this is a really high call. And so my prayer for us as ladies Moja molitev za nas kot žene, is that we'll open our heart completely to the will of God da popolnoma odpremo srca Božji volji, and that we'll allow His love to heal us da dovolimo njegovi ljubezni, da nas So that- zaceli, we can become that helper da lahko postanemo takšna pomočnica, that's like the Holy Spirit. ki je kot Sveti Duh. Hallelujah. Lord, bless the women. Gospod blagoslovi žene. Lord, I pray that you would return purity to Molim, those da nam vrneš čistost who have been defiled, vsem tistim, ki so bile zlorabljene, and that the blood of Jesus would wash so thoroughly in da bi jih kri Kristusova očistila popolnoma, that innocence would be restored. tako temeljito, da bi se vzpostavila nazaj nedolžnost. And Lord, I pray for all of the woundings that are not in a sexual but in a physical manner. Molim tudi za takšne rane, ki niso spolne narave. Let your blood wash every wound away, Lord. Naj tvoja kri odplakne vsako rano, Any abuse, any words vsakršno zlorabo, were vsakršne spoken boleče besede, that were degrading. ki so bile ponižujoče. Lord, put us in the furnace of the Holy Spirit, Bog, postavi nas v peč Svetega Duha. that your fire would burn out all the dross, Naj tvoj ogenj očisti vsako nečistočo. and that we would shine for Jesus. Da bomo lahko žareli za Hallelujah. Jezusa. Hallelujah. I'd like us to do something different. I want us to pray for one another in closing today. Rada bi, da naredimo nekaj malo drugače, da molimo drug za drugega. And so I'd like you to get in a group of 2 or 3 Želim, da se postavite v skupino po 2 ali And 3 pray over one another, healing, in molite drug na drugega. freedom, anointing, Ozdravljenje, osvobojenje, maziljenje. destiny of God released. Da se sprosti Božja usoda And that as a woman, in da bi kot ženska your sister will rise up in the Lahko gifts of the tvoja Holy sestra Spirit, in the call zrasla of v God, Svetem Duhu in v Božjem in klicu, gentleness, v nežnosti, in compassion, v sočutju, in v kindness, prijaznosti, in tenderness. v nežnosti. All of the things that the Lord made us as women Vse To to, be- kakršne nas to je naredil, reflect His nature. da lahko Hallelujah. odražamo njegovo naravo. Thank you, Lord. Okay, so let's just Gremo se make dati our v little skupine po groups dve in and tri pray together. in dajmo moliti skupaj. And then when you're done praying, you can have a little break. In ko boste zaključili, imate lahko kratek premor.